Kot ste bili seznanjeni, se je danes sestal Svet za nacionalno varnost. Najprej k besedi po seji Sveta za nacionalno varnost vabim predsednika vlade, dr. Roberta Goloba. Gospod predsednik, izvolite. En lep pozdrav vsem. Slovenija se danes nažalost sooča z najhujšo naravno ujmo v naši novejši zgodovini. To je zdaj že dejstvo, škoda je nepredstavljiva. Praktično 2/3 Slovenije je tako ali drugače prizadetih in napori, zato da bomo lahko spet omogočili normalno življenje, bojo zelo veliki. Danes smo na seji Sveta za nacionalno varnost izkazali vsi politični akteri ne samo voljo, ampak odločitev, da bomo delovali enotno in da bomo delovali vsi v eno smer. In to je to, kako našim državljankam in državljanom pomagamo, da si čim prej opomorejo te naravne nesreče in spet lahko normalno zaživijo. Seznanili smo se s poročilom civilne zaščite, Uprave za reševanje in zaščito, Ministrstva za obrambo in pa Ministrstva za notranje zadeve. Na srečo je današnja noč bila bolj prizanesljiva od prejšnje, zato so se nekateri strahovi tudi izkazali kot pretirani, pa vendar. Tisto, kar je pomembno, je, da je Slovenija danes, predvsem slovenska infrastruktura, tako cestna, energetska in pa objekti za bivanje, da so v veliki meri poškodovani. Govorimo o več 100 objektih in govorimo o škodi, ki bo skoraj zagotovo presegla 500 milijonov evrov. To je nekaj, kar pomeni, da če bomo želeli to učinkovito odpraviti, bomo morali začeti delati drugače, kot smo bili navajeni v preteklosti. Tudi zaradi tega se pripravljajo zakonske spremembe, ki ne bojo samo enkrat, verjetno bomo morali stvari izboljševati sproti, ampak že danes se sestane vlada. Vlada bo obravnavala prvo spremembo zakona o odpravi naravnih nesreč, posledic naravnih nesreč z enim samim namenom. Kako opolnomočiti občine, kako opolnomočiti župane, da na terenu neposredno lahko tudi mimo sistema javnega naročanja začnejo naročati nujne intervencijske ukrepe. Ukrepe, s katerimi omogočijo ljudem normalno življenje, ukrepe, s katerim omogočijo, da je pretočnost ljudi in blaga, da se spet vzpostavi v čim hitrejšem času. Danes smo bili tudi soočeni s tem, da je žal Črna na Koroškem še vedno odrezana od Slovenije in da so že začeli primanjkovati določeni artikli. Tudi voda, pa tudi oprema. V pripravi je akcija, da bomo do Črne na Koroškem začeli dovažati opremo in artikle po zraku. Žal po zemlji to ne gre. To je ena od stvari, ki se moramo zavedati, da je ravno aktivacija vseh sil v državi, ki poteka danes, ključna, če želimo koordinirano pomagati ljudem. Zato bi rad še enkrat izrazil res iskreno zahvalo vsem tistim, ki ste danes na terenu, vsem gasilcem, vsem članom civilne zaščite, pripadnikom Slovenske vojske in policije, ki res pomagate ljudem, da se lahko postavijo na noge. Oglasilo in tudi sodeluje že veliko prostovoljcev. Ponujajo se prostovoljci iz cele države, pa vendar imamo sistem civilne zaščite, ki deluje koordinirano. In pozivam vse, ki imate željo pomagati, da uporabite ta sistem, da pomoč ponudite skozi sistem civilne zaščite, tudi na lokalnem nivoju. Ker samo na ta način bomo lahko koordinirano te akcije tudi izpeljali. Včasih so dobri nameni celo škodljivi, takrat, ko se jih ne da koordinirati učinkovito ali pa ko obstoječe sisteme žal na nek način onemogočijo, da bi delovali. Na drugi strani je pa to, kar je pomembno, je, da se že vidi, da so začeli primanjkovati tudi v trgovinah, ne samo zaposleni v preteklih dnevih, ampak tudi pri ljudeh hrana in pa tehnična oprema. Zato bomo danes odprli tiste trgovine, ki se bo dalo in s tehnično opremo in s hrano, tudi ob nedeljah, to je tudi jutri, in v prihodnjih dneh bomo podaljšali urnike najverjetneje, da lahko se ta prva sanacija začne izvajati čim hitreje. Zadnje sporočilo in zelo pomembno, danes smo vsi politiki ugotovili, da ni čas ne za iskanje razlik med nami, še manj za iskanje, kdo je kriv za karkoli iz preteklosti. Danes smo vsi politiki izkazali enotnost v tem, da želimo delovati skupaj z enim samim ciljem.
zato da bojo naše državljanke in državljani si po tej nesreči hitreje pomogli. In jaz si želim, da bo ta politična enotnost, ki je danes izkazana, trajala čim dlje in ne samo za čas te intervencije in te nesreče. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku vlade. Morda še, če je kakšno hitro vprašanje, če ne bi dali naprej besedo predsednici republike. Ja, prosim. Predlagam tudi vprašanje, potem pa da damo besedo naslednjemu. Gregor Drnovšek, TV Slovenija. Gospod predsednik, ali morda razmišljate tudi o razglasitvi izrednih razmer za celotno državo, ali ste o tem danes kaj govorili? O tem smo govorili včeraj v pripravah, ugotovili smo, da ta instrument ni potreben. Ni potreben pa predvsem zato, ker imamo, kot sem včeraj napovedal, enega boljših, če ne celo najboljši sistem za zaščito in reševanje v Evropi in sistem deluje. Sistem civilne zaščite, na katerega smo lahko upravičeno ponosni v koordinaciji Slovensko vojsko in policije, je v tem trenutku učinkovit. Smo pa vmes dobili tudi več pobud strani mednarodne skupnosti za pomoč, tudi o tem bomo še govorili v teh dneh. Jaz bi se rad zahvalil predvsem sosednjim državam, nekatere so nas direktno kontaktirale, Hrvaška, tudi Madžarska in Avstrija, in prav je, da pomoč, tisto, ki jo lahko uporabimo in ko jo bomo lahko uporabili, tudi sprejmemo, zato smo pri temu, da postavimo Slovenijo spet na noge čim hitrejši. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Če ne, potem se predsedniku vlade zahvaljujem. Hvala lepa. In k besedi vabim predsednico republike, gospo Natašo Pirc Musar. En lep dober dan vsem skupaj tudi v mojem imenu. Najprej bi na začetku rada povedala, da sem izjemno zadovoljna, kako reagirajo naše pristojne službe. Vsa pohvala Slovenski vojski, policiji, predvsem gasilcem, civilni zaščiti, ki drži roko nad vso organizacijo reševanja ljudi predvsem. Več statistike vam bo seveda povedal gospod Šestan, ampak z današnje seje Sveta za nacionalno varnost sem si zapomnila, da smo s helikopterji rešili že 121 ljudi, da je cirka 2500 klicev na dan. Morda na tem mestu apel, naj ljudje na številko 112 res kličejo takrat, kadar je ogroženo življenje, kadar je ogrožena večja vrednost premoženja. Vsi, ki se oglašajo na številki 112, delajo s polno paro. In res prosim za razumevanje, ker se na čisto vsak klic ne morejo hitro odzvati. Več kot 3000 dogodkov samo v zadnjih 48 urah v 145 občinah. Ti podatki seveda govorijo o tej strahoviti razsežnosti katastrofe, ki Slovenija še ni bila priča v svoji samostojnosti. Morda na tem mestu tudi apel vsem organizatorjem raznih dogodkov. Gospod Srečko Šestan je opozoril, da je bilo veliko reševanja tudi zaradi nespametnosti posameznih organizatorjev, ki niso dovolj hitro odreagirali in evakuirali tudi otrok in drugih, ki so bili udeleženi na raznih dogodkih. Tudi reševanje s helikopterji je bilo včasih zaradi nespametnosti posameznikov potrebno. Še ena stvar je, ki bi jo rada poudarila, izjemno sem bila zadovoljna tudi poročila ministra za notranje zadeve, gospoda Poklukarja. Namreč v teh dneh policija ne zaznava vlome in kraje, res sem neskončno vesela, da ljudje ne izkoriščajo stiske soljudi in da ne vlamljajo v hiše, ne kradejo stvari. Kot predsednica republike si seveda želim, da ostanemo skupaj, trdni. Tudi zavezana Svetu za nacionalno varnost je šla v to smer. Izjemno zadovoljna in vesela sem, da je tudi opozicija tukaj z nami, da imamo neko nacionalno zavest v teh težkih trenutkih vsi skupaj, da bomo skupaj enotno delali, kar se da narediti v teh težkih situacijah. Vsi seveda želimo predati sporočilo državljankam, državljanom, prebivalkam in prebivalcem, da niso sami, da bo Republika Slovenija z vsemi svojimi kapacitetami naredila vse, kar lahko.
Sama sem že prejela klice 3 predsednikov sosednjih držav oziroma 2 sosednjih in predsednice Republike Kosovo. Klical me je gospod Milanović, gospa Katalin Novak, tudi sosedne države seveda spremljajo, kaj se v naši državi dogaja, in verjemite mi, da tudi mednarodna skupnost bo priskočila na pomoč. Slovenija se seveda v teh trenutkih odloča, kaj je tisto, kar trenutno najbolj potrebujemo. K sreči so naše kapacitete za prečrpavanje vode res izjemno dobre. To je gospod Srečko Šestan danes poudaril. To je tisto, kar je najbolj potrebno v teh ključnih trenutkih. Na današnji seji Sveta za nacionalno varnost smo se seveda pogovarjali tudi o kaj potem, ko voda odteče. Vlada Republike Slovenije bo z vsemi pristojnimi seveda pripravila konkreten načrt. Lahko pa že danes mirno rečem, da bo tudi v popoplavni obnovi potrebna medčloveška pomoč, solidarnost. Že danes apeliram na vse, da bodo pomagali tudi po tem, ko bo voda odtekla. Spominjam se iz preteklih let, tudi gospod Janša je danes to poudaril, angažiranosti in tabornikov in skavtov. Skratka, ne bo dovolj samo to, kar bo lahko ponudila država. Vsi skupaj bomo morali kot sosed sosedu, kot človek človeku pomagati, in verjamem v Slovenijo, da bo stopila skupaj in da bomo s skupnimi močmi pomagali sočloveku in da bomo prebrodili to najhujšo ujmo v zgodovini, kot sem že rekla, skupaj in enotno. Tako da hvala lepa, to je to z moje strani. Hvala lepa predsednici. Lahko še kakšno vprašanje, če je še kakšno vprašanje za gospod predsednico? Ne, če ne, potem najlepša hvala, hvala tudi vam. Svidenje. Naslednjega k besedi vabim gospoda Luko Mesca, koordinatorja stranke Levica. Sicer tudi podpredsednika vlade. Izvolite, gospod Mesec. Ja, hvala in lep pozdrav. Danes smo imeli izredno sejo SNAV-a, seveda je bila posvečena izrednim razmeram, ki jih spremljamo po državi. Na tem mestu bi tudi sam najprej rad izrazil zahvalo vsem, ki so včeraj pomagali pri reševanju situacije na terenu, in pa tako, kot sem že na SNAV-u povedal, tudi vsem, ki situacije niso izkoriščali za izboljševanje svoje politične priljubljenosti. Mislim, da je najboljši signal, ki ga moramo kot politika dati v naslednjih tednih, enotnost, in enotnost v pomoči ljudem, enotnost v tem, da skupaj stopimo in najdemo rešitve, kako čimprej sanirati katastrofalne razmere na terenu, ki jih vsi skupaj beremo kot v bistvu seštevek vseh poplav, ki so nas doletele od leta 90 naprej. Sam se zelo dobro spomnim poplave v Železnikih leta 2007, odkoder sem tudi doma. Spomnim se, kako smo takrat trepetali ob vodi, kakšne napore so prostovoljci, gasilci, civilna zaščita vlagali in koliko časa je trajala sanacija. Zdaj, kot podpredsednik vlade, pa lahko zagotovim, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, začenši z sejo vlade, ki se začne zdaj čez 15 minut, da bodo sanacijski ukrepi čim hitrejši, čim učinkovitejši in da bomo kot politika nudili vso podporo ljudem, ki jo lahko. Tukaj bom pa za danes naredil piko in predvsem za konec izražam upanje, da se razmere čim prej umirijo in da lahko začnemo reševati nastalo stanje. Hvala lepa, gospodu Mescu. Naslednjega pred mikrofon vabim gospoda Matjaža Hana v imenu Socialnih demokratov. Aha, se opravičujem. Malo spremembe, gospa Sukič, izvolite v imenu Državnega zbora. Skupaj.
moram reči, da v kabinetu predsednice Državnega zbora z zaskrbljenostjo spremljamo to grozljivo katastrofo, razmere na terenu, ki so dejansko kritične, in seveda izrekamo ljudem polno solidarnost in podporo. Vse pozivamo, da čuvate predvsem svoja življenja, življenja soljudi, življenja živali in seveda pozivamo k enotnosti in solidarnosti. Državni zbor bo seveda v teh dneh naredil vse, da bo agilen, ažuren, odziven. Pripravlja se interventna zakonodaja po seveda hitrem postopku, zato da čim prej ukrepamo, kajti ukrepati je potrebno takoj, in v Državnem zboru se seveda zavezujemo, da bomo ves čas agilni, odzivni in da seveda pričakujemo sejo v teh dneh, izredno sejo Državnega zbora, kjer bomo sprejemali interventne ukrepe za sanacijo oziroma za prvo intervencijo za sanacijo škode, pa seveda sledi pozneje vse skupaj. Hvala lepa. Da, kakšno vprašanje? Ja, izvolite. Kaja Kobetič, Pop TV. Morda samo neko časovnico sprejemanja teh ukrepov, zdaj verjetno bo šlo po hitrem postopku, kdaj bi lahko bili dejansko sprejeti? Zdaj, kolikor sem seznanjena, je zdaj takoj danes že seja vlade, na kateri bo torej predlagan interventni zakon, in potem bo ta interventni zakon prišel v Državni zbor, tako da pričakujem sejo odbora, pristojnih odborov in pa seveda sejo Državnega zbora v začetku prihodnjega tedna. Verjetno domnevam, da je to torek, sreda, nekaj takega. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ne, potem se zahvaljujem tudi vam, gospa Sukič, hvala lepa. Sedaj pa k mikrofonu vabim predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Lep pozdrav vsem skupaj. Ujma, ki je v teh dneh prizadela Slovenijo, je po svojem obsegu in po svojih posledicah hujša kot karkoli, kar nas je doletelo v prejšnjih desetletjih. Škoda je enormna, izgubljena je bila tudi človeško življenje, moje iskreno sožalje svojcem žrtve. V tem trenutku so obeti za naprej, kar se tiče vremenskih napovedi, zmerno optimistični, zato je pred nami velika akcija čiščenja in sanacije. Najprej je tukaj potrebno izreči veliko zahvalo vsem službam zaščite in reševanja, slovenskim gasilcem, slovenski vojski, slovenski policiji, županom slovenskih občin, ki so bile najbolj prizadete in ki so pravočasno odreagirali, prostovoljcem, ki so nudili in še nudijo pomoč, in seveda vsem tistim, ki so storili vse za to, da bi bila škoda čim manjša oziroma da bi bile posledice te ujme omiljene, kolikor je mogoče. Na Svetu za nacionalno varnost je prevladalo spoznanje, da gre za čas, za trenutek, ko je potrebno stopiti skupaj. Razprava o tem, kaj bi lahko storili, kaj bi lahko mogoče zmanjšalo drastične posledice te ujme in tako naprej, to lahko vse počaka. V tem trenutku se je potrebno osredotočiti na to, da se preprečijo nadaljnje škodljive posledice vseh teh poplav, pa tudi prejšnjih ujm. Tukaj ne gre zgolj za posledice poplav, gre tudi za posledice toče, za vse tisto, kar je prizadelo v zadnjih tednih slovensko kmetijstvo in predvsem slovensko podeželje. Potrebni so ukrepi, tukaj smo svetovali vladi in mislim, da je bilo to tudi neko splošno stališče. Inkluzivni pristop pri pripravi interventnega zakona. V zakon je pač potrebno vključiti ukrepe, ki bodo celovito zaobjeli sanacijo škode te ujme oziroma poplave, pa tudi vsega tega, kar je prizadelo
slovensko kmetijstvo v zadnjih tednih. Zdaj, takega poletja, mislim, da živeče generacije Slovencev ne pomnimo. In treba je tukaj spremeniti tudi prioritete. So stvari, ki so bile mogoče še včeraj nujne, pa so danes manj nujne, glede na to, da se je potrebno osredotočiti na odpravo vseh teh posledic. Mislim, da je to tudi čas, da damo na mizo vse tiste stvari, ki niso bile storjene zaradi različnih birokratskih ovir, in da v ta interventni zakon vključimo tudi ukrepe, ki bodo omogočali preventivno ravnanje, tako pri urbanističnemu planiranju, poselitve slovenskega prostora, pri izgradnji protipoplavnih objektov, pri hitrosti postopkov, recimo, če bi bila zgrajena hidroelektrarna Mokrice z vsemi protipoplavnimi dodatki, ki so bili načrtovani, in če to ne bi zavirali že 10 let, verjetno velik del občine Brežice ne bi bil več, oziroma zagotovo velik del občine Brežice ne bi bil poplavno ogrožen. Mislim, da je pred nami, oziroma pred odločevalci, pred slovensko državo, pred lokalnimi skupnostmi, dejansko trezna ocena. To je tudi čas, da vsi skupaj stopimo korak nazaj v tem smislu, da nismo arogantni, da ne mislimo, da je možno posledice nesreč ali pa naravo prelisičiti tako, da nekaj zapišemo v zakon ali pa v ustavo in se vse po svoje uredilo. Človeštvo še dolgo časa, verjetno nikoli pač ne bo obvladalo narave v popolnosti, lahko se pa seveda pripravimo na takšne nesreče, kot je tudi ta ujma, in posledice seveda čim bolj omilimo. Zagotovo čaka Slovenijo tudi določena prerazporeditev pristojnosti in sredstev, ko gre za vzdrževanje vodotokov. Nemogoče je z Ljubljane iz nekega centralnega mesta odločati o tem. Zdaj to pristojnost je treba prepustiti občinam in občinam je potrebno za to zagotoviti tudi dodatna sredstva. Kot pa rečeno, je pač to čas za inkluzivni pristop, za vse predloge. Slovenska demokratska stranka je predloge, ko gre za omilitev škode v kmetijstvu, že dala. Predlagali smo vladi, da pač po svoji presoji te vključi tudi v interventni zakon, ki naj bi se sprejemal že naslednji teden. Poslanci Slovenske demokratske stranke bomo pri tem konstruktivno sodelovali. Gre za čas, ko je potrebno strniti vrste naših poslancev. Ne boste našli na kolesih na trgu, ki je protestirali, danes jih lahko najdete v Mozirju, kjer čistijo mesto. In tako bo tudi v prihodnjih dneh. Dejansko je zdaj čas, da stopimo skupaj, da tudi umirimo razpravo na družbenih omrežjih, da se osredotočimo na vse tisto, kar lahko storimo, zato da omilimo posledice te zelo velike naravne katastrofe, ki je prizadela vse nas. Tudi tisti, ki živijo v večjih mestih, ki niso neposredno čutili posledice te ujme, kličejo, pač ponujajo pomoč. Veliko je prostovoljcev, ki se javljajo za to, da bi pomagali prizadetim. Glede na izkušnje, ki jih imamo iz leta 2007, ko je naravna katastrofa zadela predvsem občine Železniki, zdaj apeliramo na vse tiste, ki ponujajo svojo pomoč, da so tukaj potrpežljivi, da se ne hodi pomagati samo tam, kjer so pač kamere in kjer se neposredno ve. Vsi imamo sorodnike, vsi imamo znance po državi, lahko se informiramo. Vsekakor pa je tisto mesto, kjer se največ ve, kje je pomoč najbolj potrebna, občina, župan, vodstvo civilne zaščite na občinski ravni, kjer poznajo razmere in najbolje vedo, kam se ta pomoč lahko usmerja. Jaz se zahvaljujem tudi kot predsednik Slovenske demokratske stranke članstvu,
ki je odreagiralo izredno solidarno, ne samo med sabo, ampak povsod, kjer je bila ta pomoč potrebna. In apeliramo tudi na ostale kolege iz parlamentarnih strank, da temu vzoru sledijo. Hvala lepa. Gospod Janša, mislim, da imamo še eno novinarsko vprašanje, če lahko. Izvolite. Marko Valač, Ena Slovenija. Gospod Janša, gre za najbolj katastrofalne poplave v zgodovini samostojne Slovenije. Pred približno 10 minutami je gospod premier rekel, da za zdaj izrednih razmer ne bo razglasil. Kakšno pa je vaše mnenje, bi morale izredne razmere biti razglašene? Hvala. No, sej, v določeni meri so te izredne razmere bile, če ne razglašene, pa prepoznane, ker je bil aktiviran državni načrt, ki ga je aktiviral poveljnik civilne zaščite. Zdaj, izredne razmere, kot jih predvideva slovenska ustava, so mogoče nekoliko pač širša zadeva. Po mojem osebnem mnenju ni toliko pomembno, kako stvar poimenujemo. Pomembno je, da na ta izziv odreagiramo in današnja seja Sveta za nacionalno varnost mislim, da je šla v pravo smer. Dejstvo je, da pač v takih trenutkih je vlada tista, ki mora ponovno pretehtati prioritete, proračun, rebalans proračuna, sredstva, ki so namenjena za pač posamične stvari in pač odreagirati trenutku primerno. Lahko pa rečem, da se je tudi ob tej katastrofi nacionalnih razsežnosti izkazalo, da Slovenija ima robusten sistem zaščite in reševanja, civilne zaščite, če hočete, ki se je že doslej večkrat izkazal, ki se je moral še posebej tekom včerajšnjega dne in noči, prejšnje noči praktično aktivirati na velikem delu ozemlja države in da je test prestal. Še enkrat iskrene čestitke silam intervencije, tudi Slovenski vojski in policiji, ki je pomagala s tehniko, z najbolj izkušenimi kadri, pa slovenskim županom teh prizadetih območij, ker pač oni so tisti, ki so pač morali neposredno odreagirati in sprejemati odločitve. So bile občine, ki so majhne, ki so poskrbele za nastanitev nekaj 100, celo 1000 ljudi, tujih turistov, ki so se reševali iz kempov in iz drugih počitniških objektov. Dejansko šlo je za zrelo pač reakcijo tako strukture kot tudi velike večine prebivalstva. Je pa, mogoče še to, glede na izkušnje, ki jih imamo iz ujm, ki niso bile tako obsežne, so pa prav tako, katastrofalno prizadele manjše dele slovenske države. Je zdaj pred nami dejansko tisto, kjer pa lahko, ne bom rekel vsak, ampak marsikdo tudi neposredno pomaga. Čiščenje stanovanjskih objektov, tudi gospodarskih poslopij, kmetijskih objektov, zato da bodo spet primerni za življenje, je nekaj, kar bo v naslednjih dneh verjetno zaznamovalo življenje velikega dela Slovenije. Ne gre za tisoče, verjetno gre za 10 000 podobnih objektov in predstavljajte si, koliko rok je potrebnih za to, da se vsaj delno pač usposobijo prostori, ki so bili poplavljeni. Jaz sem bil leta 1990 kot takratni minister za obrambo oziroma sekretar za notranje zadeve, je tudi odgovoren za reakcijo, ko so novembra 90 Slovenijo prizadele katastrofalne poplave. Najhuje je bilo v Zgornji Savinjski dolini, bil sem tam takrat, bila je zelo težka situacija, samo to, kar sem včeraj videl v Nazarih, Mozirjih, v Ljubnem, je bistveno huje. Je dejansko bistveno huje, škoda bo večja, večji napori bodo potrebni za sanacijo. V tem trenutku pa je, mislim, da predvsem pomembno in važno sporočilo, ki je danes šlo iz Sveta za nacionalno varnost, da je Slovenija tukaj enotna, da nihče ne bo ostal sam in da bomo združili moči v tej pomoči. Hvala lepa, tudi gospodu Janši. K besedi vabim predsednika Nove Slovenije, gospoda Mateja Tonina. Gospod Tonin, izvolite.
Dobar dan, lepo pozdravljeni. V teh žalostnih trenutkih v Sloveniji je ključno predvsem, da držimo skupaj, da drugemu pomagamo po svojih najboljših močeh. Seveda je pa ključno, kako se bomo kot država pripravili za prihodne tovrstne izzive. Žal s tem neverjetne takih naravnih nesreč še ni konec, ampak ključno je, kako se bomo po tej naravni nesreči pobrali in tudi kako se bomo pripravili na prihodne. In tukaj se mi zdita dve stvari zelo pomembni, ki jih lahko naredimo. Eno na, bi rekel, čisto človeški plati, drugo pa na sistemski plati v odnosu občina-država. Zdi se mi pomembno, da zavarujemo čim več našega premoženja in da kot država vzpostavimo sistem, kjer bi posamezniki lahko na dostopen način zavarovali svoje nepremičnine. Zlasti za tiste najranljivejše, ki si tega ne morejo privoščiti, bi država morala vzpostaviti sistem, ki bi jim pri teh stvareh pomagal. Na drugi strani je pa ta nesreča v tako silovitih razsežnostih, da seveda država sama za vse ne bo morala poskrbeti in tukaj so se že doslej občine izkazale kot izjemno učinkovit sistem. Zato bo predlog Nove Slovenije, da država čim več svojih sredstev prenese na občine, ker tudi občine najbolj poznajo svoj teritorij, najbolj poznajo svoje probleme in težave in na takšen način odpravljajo učinkovito in hitro posledice te ujme in te nesreče. S tem bi maksimalno pospešili samo obnovo, samo rekonstrukcijo infrastrukture, torej da bi čim bolj razpršili sam denar in da bi čim bolj razpršili tudi samo obnovo. Na takšen način bomo najhitreje prišli na zeleno vejo po tej ujmi. In morda je to tudi potem lahko dober sistemski pristop za to, da tudi v prihodnosti se takšne nesreče in takšne ujme rešujejo na takšen način, torej od spodaj navzgor. In to potem bo bistveno skrajšalo sam čas okrevanja in pa obnove. Hvala lepa tudi gospodu Toninu. Kakšno vprašanje? Ne? Hvala lepa. In kot zadnjemu dajem besedo še gospodu Matjažu Hanu v imenu Socialnih demokratov. Gospod Han, izvolite. Najprej, hvala lepa. Naj povem eno zanimivost, da se seveda nismo poslušali sogovorniki danes in da jaz ne vem, kaj so pred mano povedali. Vem pa eno stvar, da če kdaj je pomembno, da smo danes enotni v reševanju te situacije, ki je se dogodila naši Sloveniji in to je zadnja v vrsti, vemo, da smo imeli že prej in toče in tako naprej. Jaz bi se seveda res tudi rad zahvalil našim predstavnikom, ki so te dni na terenu, ki delajo dan in noč in seveda tudi naša stranka se bo po potrebi odzvala, seveda koordinirano. Drugo, kar bi se pa rad zahvalil vam medijem. Jaz mislim, da smo tudi zaradi vas, Slovenke in Slovenci, bili zelo dobro obveščeni, da ste spremljali vso to situacijo, ki se godi v Sloveniji in se izpostavili tudi kakim nevarnostim, tako da še enkrat hvala vam lepa in zdaj moramo skupaj držati. Zdaj pa, če lahko rečem sam še kot minister za gospodarstvo, mi smo že čez noč pisali nekatere interventne zakone, vemo, kaj je potrebno v teh časih storiti in bomo danes na vladi nekatere zadeve tudi predlagali, jih potem tudi v proceduri v parlamentu v čim krajšem času skušali uskladiti. Ena od zadev, ki jo imamo tudi v vidiku, je to, da bi se saj v teh časih v nedeljo trgovine odprle, glede na to, da imajo ljudje težave z osnovnimi dobrinami. Tako da to so zadeve, ki jih bomo v ta moment tudi kot ministrstvo naredili. Drugače pa članstvo Socialnih demokratov je seveda tudi pripravljeno pomagati in pomembno je, da ta moment resnično skupaj držimo. Tudi če nas politikov v ta moment na prvih dneh na terenu ne boste videli, to ne pomeni, da ne delamo skupaj z ljudmi, ampak ne želimo na nek način ustvarjati neke slike, kako bi bili mi popularni. Vem pa, da bo vsak posameznik šel v svoj kraj in absolutno pomagal ljudem. Tako da še enkrat vsem skupaj hvala lepa. Hvala lepa, gospod Han, mislim, da imamo še eno vprašanje za vas. Izvolite. Kaj, Kovetič, Pop TV, samo v zvezi s trgovinami, torej, če jaz prav razumem, je to zdaj šele predlog in se bo potrjeval na vladi. In glede tega podaljšanja delovnega časa, je tle kakšna ura?
Glejte, mi bomo danes tu razpravljali, mi smo že včeraj, tudi jaz sem s predsednikom vlade govoril, nam zakon seveda to ne omogoča, nam pa omogoča, da to civilna zaščita, gospod Šesta na nek način sprejme odlok in potem mi takoj naprej odreagiramo. Trgovinska zbornica čaka na to odločitev in vem, da bomo jo sprejeli zelo malo. Se pa s tem strinja trgovinska? Absolutno se strinjam, ta moment, da to naredimo. Hvala lepa. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ne, če ne, potem se najlepše zahvaljujem vsem današnjim govornikom in medijem za spremljanje te novinarske konference. Lep dan. Nasvidenje.